Septembra 2018 je Audi predstavil svoj prvi električni avtomobil e-tron. Predstavil ga je z res velikim pompom, zelo pompozno, ampak ko smo ta avtomobil vozili tukaj po Sloveniji, se za njim ni obrnilo prav veliko glav. Naša teorija je, da je to zato, ker Audi e-tron izgleda kot pravi Audi, kot tipični Audi, kot avto, ki je narejen za voznika, za lastnika, ne pa za sosede. S povsem enakimi izkušnjami so se soočili pri Mercedes-Benzu, Porsche pa je ubral povsem drugačno taktiko. Na glas je povedal, da želi napasti Teslo Model S, še posebej tiste najdražje in najhitrejše različice. No in ta taktika je užgala in zdaj s takšno taktiko napada tudi Audi. Pripeljal nam je na stopača. In potem se najdem jaz, Miha Merljak, ki si drznem celo v kamero povedati, da jaz pa s tem avtomobilom že ne bom paradiral po mestnih ulicah ali pa po takšnem turističnem glamping naselju. Šel bom tja, kjer me ne bo s tem avtomobilom prav noben videl, morda kakšen medved. Šel bom na prazne ceste, šel bom na tiste ceste, ki so jih imeli v mislih inženirji, ne pa marketingerji in trgovci. Imate prav, da bi avtorjem tega RS GT-ja izkazali res pravo spoštovanje, bi šli s tem avtom na avtoban. Ali pa, še bolje, na Nürburgring. Ali pa vsaj na kakšno drugo dirkališče. Ampak veste kaj, sej s takšnim avtomobilom smo že bili na dirkališču. Novembra lani je bil Andrej s Taycanom na Hockenheimu. S Taycanom si namreč ta avtomobil deli veliko tehnike, ne vse, ampak veliko. Bo pa danes v tej kratki prvi vožnji ob začetku prodaje tega modela v Sloveniji zmanjkalo minut, da bi vam ga lahko podrobno predstavili, zato samo nekaj tehničnih cukrčkov. Začnimo z ustavljanjem. 3 metre na kvadratno sekundo zmore pojemek ta avtomobil, se pravi 0,3G. In to zmore samo s pomočjo elektromotorjev. Ko voznik pritisne na zavorni pedal, v resnici sproži delovanje elektromotorjev. Če bi želeli mi te zavorne kolute vsaj malo segreti, mora voznik ta pedal pritisniti na polno in pa hipno. Šele takrat se zganejo tele koluti. Po Audijevih izračunih imamo tukaj presežek toplotne energije samo v kakih 5 do 10%. Si pa ne obetajte, da boste ta avtomobil vozili samo z uporabo ene desne stopalke, tako kot pri mnogih drugih električnih avtomobilih. Seveda nam ponuja nekaj nadzora nad samo rekuperacijo, ampak ta rekuperacija je do polovico manjša kot recimo pri tistem SUV-evskem Audiju e-tronu. Audi namreč preferira vožnjo z inercijo in seveda je razlog v tem, da nam želi Audi ponuditi takšne občutke, kot jih poznamo pri bencinskih športnikih. So pa pospeški tisti, ki so električni. 3,3 sekunde je dovolj, da ta avtomobil doseže 100 km/h. In za te pospeške skrbita 2 elektromotorja. En motor je spredaj, drugi je zadaj, avto pa ima celo 2 prestavi, kar je seveda za električni avtomobil silno presenetljivo. No in tista prva prestava pomaga temu avtomobilu pri speljevanju oziroma razbremeni tisto drugo prestavo, ki sicer skrbi za celotno vožnjo. Pogon je seveda quattro, 4-kolesni, tako kot se za Audi spodobi. Ta quattro je po novem elektronski. Elektronsko navor
razporeja po vseh 4 kolesih, elektronska pa pomeni tudi to, da se še bolj hipno prilagaja vsem cestnim razmeram, predvsem pa množici podatkom, ki jih zagotavljajo vsi možni senzorji okoli avtomobila. Baterijski sklop je sestavljen iz 33 modulov, vse skupaj je ogrevano in hlajeno in pod izredno visoko napetostjo, kar 800 voltov. To zagotavlja, da je vse to kablovje tukaj lažje in pa bolj učinkovito. Predvsem pa to pomeni tudi to, da lahko ta avtomobil napolnimo izredno hitro. 270 kW polnilec je v tem avtomobilu vgrajen. Če boste torej želeli s tem avtomobilom potovati na daljše razdalje, bo za vaš postanek dovolj hitra prehrana. Električne energije se bo v tem času nabralo za 84 kWh in to bo po WLTP merjenju zadostovalo za 472 km. Ampak veste kaj, če vprašate nas, bi bilo kar greh dosegati te kilometre. Avto je pač tehnična mojstrovina, ki si zasluži, da jo peljemo tako, kot so se zamislili inženirji. In naj vam predstavim enega izmed njih, dr. Kristjana Šimla. Saj v glavnem sva v mojem intervjuju klepetala o drugih komponentah podvozjah, ampak potem mi je prav pošolsko razložil, zakaj pravi Audi, tudi ta z vrtenjem volanskega obroča obrača vsa 4 kolesa, tudi zadnja. Torej vabim vas na fakulteto za podvozja Univerze v Ingolstadtu. A longer wheelbase adds to a more sovereign straight-line driving behavior. And with an active rear-wheel steering system, you have the option to add a virtual wheelbase, so you can increase the wheelbase. So with a conventional car, you would steer at the front, and then you would add up with a turning radius, which is defined by the amount of angle that you're steering at the front. And with the stiff axle, it is predefined where you're turning around this distance. If you have a rear wheel steering system, additionally, then you can do this. In a city situation, which makes you turn around this point, which virtually reduces the wheelbase. And if you're turning the other way around, if you do like this, then you can kind of increase the wheelbase virtually. And this adds a lot to the sovereignty of the car.